Kia ima z novim Riom končno avtomobil za resen napad na spodnji razred. Če je bila prejšnja generacija povsem korejska, je novinec zasnovan z mislijo na evropskega kupca. Centimetrsko se zdaj postavlja ob bok med tiste večje predstavnike tega najbolj tekmovalnega segmenta ob bok Fabiji, Clio in Puntu. In znotraj se ta prostor pozna. Prostora je dovolj spredaj, zadaj in v prtljažnem prostoru. Od tekmecih po voznih lastnostih ne odstopa, je pravzaprav zelo udoben avtomobil. 1,2 litrski motor, ki pa smo ga v Picantu označili za živahnega, primernega seveda mestnemu značaju, pa tukaj ne pride do izraza. Rio je namreč od Picanta težji za kar slabih 300 kg, zato hitro zasopiha, še posebej, če jo mahnete na avtocesto. Povprečna poraba je zato razumljivo nekoliko višja, za pol litra, ustavila se je na 6,4 litra, kar pa je za avtomobil takšne teže, takšne velikosti in takšnih zmogljivosti povsem sprejemljiv podatek. Ria, tako kot njegove brate, označujemo za privlačen avtomobil, ampak znotraj se ta privlačnost kar nekako izgubi. Priznamo, da je tu Kia pri Sportageu in posebej pri Picantu opravila veliko bolje delo. Ploščata armaturna plošča namreč ne deluje sodobno, plastika je trda, emocij pa preprosto ni. Sicer pa sodobne Kie kar prekipevajo od oblikovne raznolikosti, ampak še pred kratkim ni bilo tako. Pred prihodom oblikovalca Petra Schreierja leta 2007, ki se je predtem kar 26 let kalil pri Volkswagenu, je bila namreč Kia znamka brez enotnega oblikovalskega jezika, brez prave identitete. Schreier, ki so mu pri Kii pustili povsem proste roke, pa se je zavedal, da Kia zaostanka ne more loviti s povsem tako počasno evolucijo, kot to denimo počnejo pri Volkswagenu. Zastavljeni koraki so v prid lovljenja evropskih tekmecev postali veliki skoki in v očeh mnogih je zaostanek že nadoknaden. Rio je sicer v primerjavi z brati oblikovno nekoliko bolj zadržan, a verjetno dovolj privlačen, da ljudje z ulice ne bodo ugotovili njegovega korejskega porekla. Ali pač? Preden pa ljudi povprašamo o privlačnosti tele Kie, si bomo privoščili en tak manjši hec. Vse napise Kia in pa Kiine logotipe bomo prelepili z lepilnim trakom, ker nas seveda zanima, kaj si bodo ljudje mislili. Bodo prepoznali v tem Ria ali pa bodo mislili, da je to kakšen povsem drug avtomobil. Povejte mi, katere znamke je tale avto? A ni Ford? Ni Ford. To pa Kia. Ford. Ford. Kia. Kako pa veste, da je Kia? Pizda, pad sam je tako znala, tako maska, to nova Kia prišla, pa ne? Jaz bi rekel, da je Ford. Ford? Jo. Še eno možnost vam dam. Kia. Jaz mislim, da je Fiesta. A je Fiat, meni se zdi. To je Nissan verjeten. Chevrolet. Kia. Se opravičujem, Kia. Porsche. Ne Porsche, ček. Da ni nova Ascona. To je Kia Rio. Kia vidi, Jaz ste dober, ne ve. Nisem se mogel spomniti. Kako se reče, Chevrolet ali kaj je? Hyundai? Ej, prveč sem zelo ljubljen v politiko, da se na tole ne razumem tele avtomobile. To bo en Japonček 100%. Mazda mogoče? Kakšen Peugeot mogoče, Fiat, Citroen, Renault, kakšen Škoda, kakšen korejski avto. Tako je. Hyundai, Ne? Kia. Odličen je, to je Toyota 100%. Kia. Se vam zdi lepa? Lepa oblika je, no. Škatla je škatla, mašina pa je ena ista. Všeč mi je tudi barva, oblika, vse, super avto. Za ženske, kaj mečkan. Pa tako ful je luškan. Oblika je taka, bi rekel, mestno športna oblika. Ta prve, ki so se pojavile, so bile tako, niso bile prav privlačne, sem zdaj pa res lepe linije imajo. Ja, seveda, da je privlačen. Zbog estetike, ja. Ne si bo Japonci in tudi Korejci ali pa Kitajci že delajo estetično, udobno in tako naprej. Tako, ljudje so povedali svoje. Mnogi izmed njih so menili, da gre pravzaprav za Forda, ker je pravzaprav za Kio nekakšen kompliment, saj Forda ljudje zadnje čase kupujejo predvsem in tudi zaradi privlačnega videza. Po drugi strani pa jih je veliko prav tako ugotovilo, da gre dejansko za Kio. In tudi to je kompliment Kii, saj pomeni, da njihova oblikovalska govorica postaja vse bolj prepoznavna in posledično tudi privlačna, kajti vsi izprašanci so menili, da avto je privlačen. Ob tem pa se velja spomniti tudi na osebno željo Petra Schreierja, ki si želi, da bi ljudje v prihodnosti Kie kupovali najprej zaradi videza in šele potem zaradi vseh ostalih dejavnikov.
Mi pa se seveda ob teh odgovorih sprašujemo, ali ni ta čas morda že celo prišel.